Dobro jutro, lepo pozdravljeni spet v tej sobi na drugi dan posveta slovenske diplomacije. Upam, da ste se uspeli kaj spočiti od sinoči in od precej dinamičnega dne. Dobro jutro želim naši gosti to jutro, predsednici Republike Slovenije, Nataši Pirc Musar. Sem zelo ponosna in vesela, da lahko kot prva zunanja ministrica v tej državi pozdravim prvo predsednico Republike Slovenije. Hvala, predsednica, da si se udeležila posveta, ker je to tradicija teh posvetov, da nas nagovorijo in se pogovarjajo z našimi vodji diplomatsko-konzularnih predstavništev, vsi predsedniki naših institucij. Mi smo imeli včeraj precej intenziven delovni dan, se pogovarjali o vrsti izzivov v svetu, o globalnih svetovnih premikih, o tem, kako se kot Slovenija pozicioniramo v tem novem svetu izzivov, ob vojni v Ukrajini, ob razvoju Kitajske in podobno. Tako da jaz predlagam, da najprej predsednica naredi en svoj uvod, da potem odpremo prostor za vprašanja in razpravo in tam do 10. ure nekje zaključimo naš pogovor. Predsednica, izvolite. Eno lepo dobro jutro. Hvala lepa za povabilo, draga Tanja. Tudi jaz te bom tikala, poznava se že dolgo vrsto let z novinarskih vod. Seveda sem tudi sama vesela, da končno na pozicijah, ki so bile dolgo v moški domeni, pridejo tudi ženske. Kar nekaj časa, bom zdaj porabila tu za govorniškim odrom, ne mi zameriti, zelo koncizno in natančno sem se želela pripraviti na ta govor, zato ga bom prebrala. Spoštovana zunanja ministrica, spoštovane veleposlanice in veleposlaniki, generalne konzulke in konzuli ter ostali visoki gostje. Vesela in počaščena sem, da vas lahko prvič nagovorim in z vami delim vtise in pričakovanja glede našega skupnega dela. Brez odlične diplomacije, ki temelji na timskem delu, je namreč mednarodne odnose težko usmerjati. Bistveno je, da se poslušamo in slišimo, da sodelujemo in skupaj delamo za Slovenijo in njeno prepoznavnost tudi v mednarodnih okoljih. Naj vam torej za začetek predstavim nekaj osnovnih premis svojega razmišljanja o sodobni mednarodni skupnosti oziroma okolju, ki nas obkroža. V teh razmišljanjih bom z vami delila troje. Kaj zastopam, zakaj si prizadevam in kaj zavračam. Najprej bom nekaj svojih besed namenila konkretnim vprašanjem, potem bom z vami delila še nekaj misli o vsebinskih prioritetah predsednice za leto 2023. Kar vse tri dele povezuje, je moja iskrena težnja dati temu mandatu predsednice z vašo cenjeno pomočjo seveda konkretno vsebino. Pri tem sledim temeljnemu načelu zunanje politike, ki predpostavlja čim boljšo usklajenost med predsednico ter izvršno in zakonodajno vejo oblasti.
Menim, da ta usklajenost obstaja. Kjer so zdrsi, in ti se, kot veste, seveda dogajajo, se med seboj posvetujemo in se poenotimo, smo skupaj lahko uspešni. Zdrs ali odmik od skupne poti nikoli ni dober za državo. Ni v njenem interesu in njen ugled takrat nedvomno trpi. Zato, da bo slovenska zunanja politika odsev našega ustavnega reda in širokega, strateškega, zunanje političnega in tudi notranje političnega soglasja, se bom vedno zavzemala. Zelo dobro se zavedam izzivov, pa tudi problemov, ki nas obkrožajo. Glede izzivov tu po mojem mnenju v letu 2023 dvoma ni. Kandidiramo za nestalno članico Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov. Strinjam se, da je to pomemben cilj za vse nas. Spoštovani, tu sem pripravljena polno vključiti se v proces pridobivanja podpor v naslednjih mesecih do volitev junija na Generalni skupščini Organizacije združenih narodov. V našem interesu so seveda dobri odnosi s sosedami. Gre za dinamičen del zunanje politike, kjer izzivov nikoli ne zmanjka, verjamem, da tudi volje za njihovo reševanje ne. Mednarodno varstvo okolja, človekove pravice, demokracija, pravna država so cilji in vrednote, ki jih bom zastopala v svojih pogovorih z voditelji in voditeljicami ne samo naših sosednjih držav, pač pa vseh držav. Če se ozrem po problemih, bi jih morda na kratko nekaj izpostavila, brez posebnega vrstnega reda. Eden med njimi je implementacija Schengna. Sodim, da se ta še vedno izvaja, dovolite mi ta izraz, s figo v žepu, saj nadzor meja med državami šengenskega območja de facto ni ukinjen. Kljub temu sem zelo vesela za Hrvaško in njeno vključitev v Schengen, saj to nosi tudi za nas pomembno sporočilo, in to je, da evropski integracijski proces ni mrtev. Je počasnejši, ni pa mrtev. In evropska integracija je v našem nacionalnem interesu in tudi delujoči Schengen je. Zavedam se tudi, kako nestabilna je situacija na Zahodnem Balkanu, dnevno se soočamo z njo, skrbi me vsa geopolitika, ki se odvija na tem območju. Skrbi me poplava lažnih novic, proizvedenih na Balkanu in izven njega, in obujena nacionalistična retorika, ki je bila značilna za konec 80. in začetek 90. let prejšnjega stoletja. Ravno zato se mi proces Brdo-Brioni ne zdi potrata časa, kot se včasih zasledi v javnih razpravah, pač pa nujna in edinstvena platforma, kjer se voditelji regije pogovarjamo, tudi če se vedno ne strinjamo in kjer se lahko tudi kaj dogovorimo. Predsednik Pahor je tu utrl pot, ki jo iskreno želim nadaljevati. V interesu Slovenije je nadaljevati s to pobudo, ki je dejavnik stabilnosti v tej regiji. Človekove pravice, kot veste, so globoko zaznamovale mojo dosedanjo kariero. Še naprej želim biti in bom prepoznana kot borka zanje. Kot sem obljubila že ob prisegi v Državnem zboru decembra lani, bom v prvih vrstah državljanskega poguma. Danes, ko se svoboščine kratijo po vsem svetu, tudi tam, kjer se še nekaj let nazaj niso, je glas demokratičnosti, razuma, skrbi za človekovo dostojanstvo še toliko več vreden. Zavedam se, da bo včasih boj za človekove pravice tudi boj z mlini na veter. Še v Sloveniji je veliko ljudi, ki v človekove pravice ne verjamejo, eni zaradi lažnih novic in načrtnega populizma, drugi iz obupa, ker v praksi nimajo dostopa niti do temeljnih pravic. In eni in drugi zahtevajo načrtno delo vseh nas, da bomo lahko vsi živeli človeka vredno življenje,
da zagotovimo dostojanstvo vsem, tudi najbolj ranljivim. Grozljivo pa je, da v temeljne človekove pravice ne verjame niti eden od naših ustavnih sodnikov. Kot pravnica sem se vedno zavzemala za vladavino prava. Kot predsednica bom enako zavzeto vedno delovala tudi za vladavino mednarodnega prava. Zato zavračam vse politike, ki kršijo temeljna načela mednarodnega prava. To še posebej velja za stalne članice Varnostnega sveta, ki naj bi bile svojevrsten garant mednarodnega miru in varnosti. Ruska oblast se bo slej ko prej morala sprijazniti z dejstvom, da vojna in agresija nista in ne moreta biti sredstvo za doseganje zunanje političnih ciljev. Ravno to je glavni razlog, da je Evropska unija pretežno enotna, ko gre za ukrajinsko vprašanje. Še bolj kot doslej se mora Evropska unija vzpostaviti kot samostojen akter. Preostali svet ne sme biti prepričan, da je moč Evrope ravno tolikšna, kolikor ji to omogočajo Združene države Amerike. Agresor se mora zavedati, da ima Evropa dovolj volje in dovolj moči, da brani demokratične norme in vrednote, ki jo vodijo k uresničevanju Schumanove vizije, ne samo ekonomske, ampak tudi in morda v teh časih predvsem politične enotnosti. Sama si bom kot predsednica, kot pravnica in kot nekdo, ki globoko verjame v dostojanstvo vseh, vedno prizadevala za to, da se spori rešujejo po mirni poti. Zato me zelo boli, ko spremljam dogajanja v Ukrajini. Globoko se zavedam geopolitičnih razsežnosti vojne, njenih ekonomskih posledic, njenega vpliva na stabilnost Evrope ter mednarodne skupnosti kot celote. Dovolite pa mi, da na tem mestu vendarle izpostavim tisto človeško razsežnost te nerazumne in nerazumljene vojne. Izpostaviti želim trpljenje tistih, ki so vanjo vpleteni neprostovoljno, trpljenje malih ljudi, če hočete. Vojna pomeni bolečo izgubo staršev, hčera, sinov, pomeni beg z doma v neznano, v tujino. Zato si še posebej močno želim takojšnje prekinitve spopadov in želim si dogovora med Ukrajino in Rusko federacijo. Toda hkrati želim poudariti tudi naslednje. Temeljna zahteva Ukrajine za začetek pogajanj je ponovno vzpostavitev njene ozemeljske celovitosti. Kot predsednica Slovenije, države, ki je bila v svoji nedavni zgodovini razkosana in ponižana, tako stališče seveda odločno podpiram. Zgodovina je jasna. Če popustimo agresorju, če žrtvujemo šibkejšo državo v upanju, da se bodo njegovi apetiti končali, naredimo strateško napako. Taka napaka se je zgodila med obema svetovnima vojnama in je ne smemo ponoviti. Želim pa ponoviti stališče, ki sem ga zastopala praktično od prvega trenutka, ko sem stopila v predsedniško kampanjo. V pogajanjih mora Ukrajina nastopati kot enakopravna članica. In ne samo to. Nikoli ne smemo pozabiti, da je bila Ukrajina žrtev agresije. Zato je dogovor lahko dogovor šele takrat, ko se z njim strinja Ukrajina. To sem posebej poudarila tudi v pogovoru s predsednikom Zelenskim, ki sem ga imela 9. januarja letos. Ukrajinska vojna je temeljito pretresla evropsko varnostno politično arhitekturo. Zveza NATO je zaradi ruske agresije spomnila na raison d'être svojega obstoja. Kolektivna obramba žal ni relikt preteklosti, obdobja hladne vojne, ostaja temeljni kamen transatlantskega zavezništva. Žal pa vojna preprečuje nujno potrebne razmisleke o prihodnosti. Ukrajinska vojna nam žal preprečuje te nujno potrebne razmisleke. Sodobni izzivi so mnogo bolj kompleksni, kot so bili še pred nekaj desetletji.
Že aktualna zunanjepolitična strategija ter resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije prepoznavata negativne razsežnosti skokovitega razvoja informacijskih tehnologij. Te tehnologije seveda imajo tudi konkretne učinke na človekove pravice. V kontekstu človekovih pravic se veliko govori o umetni inteligenci. Seveda zato, ker je že zdaj prisotna vse povsod. V proizvodnih procesih, globalnih verigah, logistiki, spletni varnosti in pri naših vsakdanjih opravilih, kot je iskanje informacij in produktov po spletnih straneh. Čedalje bolj kršena in ogrožena je pravica do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Ko pogledam okoli sebe, doma in po svetu, ugotavljam, da je prostora za tovrstno zagovorništvo še veliko. Predsednik vlade dr. Golob je strokovnjak za energetiko in je takoj, ko je vstopil v politiko, postal eden prepoznavnejših evropskih voditeljev. Sama imam veliko strokovnih izkušenj na področju varstva podatkov in pravice do zasebnosti. To nišo bom izkoristila tudi zato, da uveljavljam določene politike in predloge, ki so koristni res ne samo za Slovenijo, ampak za ves svet. V tem kontekstu bi rada načela še eno aktualno temo v povezavi s tehnološkim razvojem. Dostojna politična komunikacija oziroma komunikacija kot vrednota me bosta res spremljali povsod, tudi v zunanji politiki. Od vsakega politika, ki mu je mar za ljudi, ki so ga ali jo izvolili, je pričakovati, da bo z besedami in informacijami ravnal odgovorno. Da bo v svojem diskurzu vztrajal, da je vsako informacijo treba preveriti. Da bo kot nesprejemljive izpostavljal medije, ki objektivno zavajajo, namenoma napačno interpretirajo realnost. Kako hudo negativen učinek na mednarodne odnose ima lahko zavajanje z informacijami, smo izkusili že v zgodovini, ne samo v preteklih nekaj letih. Srebrenica se zagotovo ne bi zgodila, če ne bi bilo propagande in sovražnega govora. Tudi genocid v Ruandi leta 1994 se je začel z besedo, s sovražnim ščuvanjem. Ali tragedija Rohing, kjer bo treba odgovornost iskati tudi pri družbenih omrežjih in multinacionalkah, ki jim je prepogosto mar zgolj za dobiček, brez kakršnekoli refleksije o poteptanem človekovem dostojanstvu, ki ga z neregulacijo vsebin družbenih medijev na preprost način omogočajo. Svoboda izražanja je temelj vsake demokracije, a ima in mora imeti svoje meje. Je vedno in predvsem omejena s pravicami drugih. To so teme, ki se jim nameravam posvetiti med svojim predsedovanjem, niso pa edine. V prvem letu želim posebno pozornost posvetiti dvema področjema, ki sta pomembna za več generacij. To so podnebne spremembe in enakost spolov. Obe področji imata tako domače kot mednarodne razsežnosti in seveda tudi pomen. Pri podnebnih spremembah preprosto ne moremo in ne smemo preslišati upravičenih pričakovanj vseh prebivalcev Slovenije in našega planeta, ne glede na starost. Pri enakosti spolov pa želim posebej poudariti razumevanje pomena spola v povezavi z drugimi osebnimi okoliščinami, kot sta na primer slab socialno-ekonomski položaj in določena starost, ki dodatno krepita neenakosti v družbi. Kot predsednica Slovenije sem ponosna na našo izjemno visoko biotsko raznovrstnost v globalnem merilu. To nas uvršča med izjemno pomembne zglede biotske raznovrstnosti na Zemlji. Bogati smo z vodami in mokrišči, gozdovi in travniki, zato se nas je upravičeno prijel sloves zelene dežele. Kljub tem izjemnim danostim pa tudi mi nismo imuni na dve globalni krizi.
na podnebno krizo in tudi krizo biotske raznovrstnosti. Zato je okoljska varnost in s tem poziv k reševanju podnebne in biodiverzitetne krize eden od vsebinskih temeljev mojega predsedovanja. Narava je naš zeleni kapital. Zato je pravica do zdravega življenjskega okolja v Sloveniji ustavna kategorija in to z razlogom. Le človek, ki živi v zdravem okolju, živi v pogojih, v katerih lahko polno živi in ustvarja. Prav tako je bila v ustavo dodatno vključena pravica do pitne vode. Voda je nafta prihodnosti in ogromno je teženj po njeni privatizaciji, sploh v svetu, take poskuse pa smo imeli tudi v Sloveniji. Pravica do čiste pitne vode in pravica do zdravega in čistega okolja sta človekovi pravici. Glede obeh pravic ima slovenska diplomacija posebno dejavno vlogo, kar seveda zelo cenim. Ključno vprašanje je, kako omenjeni pravici zagotoviti, in to bo moj glavni poudarek na OZN vodni konferenci marca letos v New Yorku, od katere si pa ne želim le lepih besed, temveč čim bolj konkretne pobude in zaveze. Blaženje podnebnih sprememb in zaustavitev upada biotske raznovrstnosti vidim kot najpomembnejši, preživetveni izziv našega časa. Že danes posledice čutimo vsi. Za dosego cilja iz Pariškega podnebnega sporazuma, da se ozračje ne bi segrelo za več kot 1,5 stopinje, je nujno mednarodno sodelovanje. Vemo, da tekmujemo s časom in sedanje desetletje je kritično, da preusmerimo rast toplogrednih plinov navzdol. Eden od ključnih ukrepov v boju za blaženje podnebnih sprememb je zaustavitev upada biotske raznovrstnosti. Pa je cilj dosegljiv? Osebno bi bila vesela že, če bi vsak človek razumel, da narava lahko preživi brez njega, on brez narave ne. Zato je treba pohvaliti tudi varstvo biotske raznovrstnosti, ki je doživelo svoj pariški moment z dosego prelomnega dogovora dober mesec dni nazaj v Montrealu. Do leta 2030 naj bi zavarovali 30% naše narave. Uničevanje in onesnaževanje ekosistemov planeta Zemlje je rak rana sodobne družbe. Sočasno poteka tudi onesnaževanje z dezinformacijami in manipulacijami zoper nujnost okoljske varnosti. Za podnebno pravičnost in za obvarovanje našega planeta, tudi za naše zanamce, moramo na vključujoč način ukrepati zdaj. Slovenija in Evropska unija morata biti pri tem jasni in odločni. Ko govorimo o človekovih pravicah, prevečkrat ugotavljamo, da so zelo pogosto žrtve ženske. Kot predsednica in ženska dobivam čedalje več pobud, da zdaj, ko smo ženske prevzele kar precej politične odgovornosti v državi, tudi konkretno naredimo kaj za enakost spolov. Pri tem naj še enkrat poudarim, da si ne smemo zatiskati oči pred drugimi izvori ranljivosti posameznikov in posameznic. Revščina oziroma slab ekonomski položaj je eden od ključnih virov neenakopravnosti in neenakih možnosti v vseh življenjskih obdobjih, pri čemer pa so revne ženske, posebej če so starejše, res zelo, zelo ranljive. Potrebne so politike, ki niso spolno nevtralne ali celo slepe za družbeno oblikovanje vloge spolov, ki so pogosto vir najhujših neenakosti in ranljivosti in žal tudi nasilja. Poleg zahrbtnega nasilja v družbi in domačem okolju se še vedno soočamo tudi s političnim nasiljem nad ženskami. Naj omenim nesprejemljiva poročila iz Irana, države s tisočletno tradicijo in z izjemno kulturo, a tudi z nerazumnim odnosom oblasti do zaščite žensk ter enakopravnih v družbi. To ni le moje mnenje, to je mnenje tudi predsednika vlade in mnenje mnogih drugih.
Tako meni tudi Ekonomsko-socialni svet, poglavitni organ Združenih narodov, ki je pred kratkim večinsko izglasoval prenehanje članstva Irana v posebni komisiji za položaj oziroma status žensk. Enako resen problem je položaj žensk v Afganistanu. Pretresljiva so bila pričevanja iz Afganistana o samomorih žensk, ki v državi pod talibansko oblastjo niso več zmogle prenašati poniževanja in obupa nad prihodnostjo, s katero so soočene. Zadnji ukrepi talibanov, da se ženske ne smejo izobraževati na univerzah in da ne smejo več delati za nevladne organizacije, so šokantni. Tu se seznam ne zaključi. Sodobne družbe povsod po svetu še vedno ne znajo in ne zmorejo učinkovito naslavljati nasilja v družini, tudi najhujših oblik in spolnega nasilja. Zakoreninjenih stereotipov in vzorcev se ne da odpraviti čez noč, tudi če država zmore pravno ustrezno urediti neko vprašanje, kot je recimo Slovenija uspela s pristopom samo ja pomeni ja, pri pregonu kaznivega dejanja posilstva. V pravnem smislu smo lahko samozavestni, pot do dejanskih sprememb pa je še dolga, zato ne moremo biti tiho in jaz ne bom. Zato podpiram pobudo iz leta 2021, ko je tedanji predsednik Generalne skupščine Združenih narodov sklical vse ženske predsednice vlad in držav, ki sedaj sodelujejo v okviru platforme voditeljic držav članic OZN. Z mojim prevzemom funkcije nas je od 193 29. Vsebinski poudarek platforme je na premisleku o prednostnih vprašanjih sodobne mednarodne skupnosti in iskanju rešitev za današnje težke in med seboj prepletene izzive. Menim, da je taka institucija potrebna, nujna, zato se želim v njen zagon čim prej dejavno vključiti. Spoštovani, pogosto slišim, da je Slovenija majhna ali mala država. Kategorično trdim, nismo ne eno, ne drugo. Majhni ali mali smo točno toliko, kot to želimo sami. In majhni smo takrat, ko ne verjamemo v svoje sposobnosti. Takrat iščemo probleme in bitke doma z nasprotniki, ki so lažje premagljivi. Za pokal, kdo je prvi na vasi. Takrat tudi ponujamo pojasnila, da se nič ne da. To, spoštovane veleposlanice in veleposlaniki, nismo mi. Ne smemo biti. Mi moramo biti prisotni povsod, kjer se odvijajo mednarodni odnosi. Moramo se znati pogovarjati. Moramo imeti mnenje. Moramo ponuditi vsebino, tudi domače rešitve. Imamo izjemno priložnost naše poglede, predloge in rešitve preverjati z uglednimi tujimi gosti, ki se vsako leto udeležijo Blejskega strateškega foruma. A vse to je mogoče le, če nas v tujini zastopa tudi od tujcev spoštovana diplomatska mreža. Izobraženi, kompetentni, širše poznani, vešči diplomati in seveda diplomatke so tisti, ki bodo Sloveniji znali najbolje služiti, skladno z našimi strateškimi usmeritvami in s konkretnimi cilji. Zame kot predsednico je to zelo pomembno, tudi pri potrjevanju predlogov za veleposlanice in veleposlanike. O mednarodni skupnosti moram namreč vedeti čim več. Rada se učim, rada izvem kaj novega. Zato od veleposlanic in veleposlanikov pričakujem, da boste z mojo ekipo za področje zunanje politike in mednarodnih odnosov v stalnem stiku in tako dali posvetovalnim aktivnostim vsebino v obliki idej, nasvetov, predvsem pa predlogov politik. Pričakujem, da se boste medsebojno obveščali in pridobivali pomembne informacije tudi mimo že ustaljenih medvladnih kanalov. Ti ustaljeni kanali bodo še naprej pomembni seveda za tako kompleksno tematiko, kot so podnebne spremembe, čemur sem za svoj mandat dala velik tudi kadrovski poudarek.
Ni naključje, da moja svetovalka za podnebne spremembe prihaja iz vaših vrst. Mi vsi smo ena ekipa in upam, da se zavedamo, da smo odvisni drug od drugega. Bolj kot bomo sodelovali mi, bolje bo navzven izgledala in delovala Slovenija kot ugledna, resna in odlično organizirana država. Država, ki zna v mednarodni skupnosti dobro poslušati, a ima tudi svoje mnenje in zmožnosti, da dejavno prispeva k reševanju skupnih problemov in k sodelovanju na vseh ravneh, tudi v okviru multilateralnih forumov na regionalni in globalni ravni. Za konec mi prosim ne zamerite alegorije na kantavtorja, ki ni iz naših logov, smo ga pa mnogi imeli radi. Računajte na nas in mi računamo na vas. Hvala lepa. Hvala lepa, se zahvaljujem predsednici Republike Slovenije. Zdaj